Prvi razpravljavec je gospod Jure Pogačnik, Gibanje Zdrava družba, kar izvolite k zagovornico. Zagovornico lahko date maske dol. Za govornico je dovoljeno dati masko dol, potem pa seveda vas prosim, da jo date nazaj. Hvala lepa. Hvala lepa, lep pozdrav vsem, dober dan. Tukaj sem v imenu Gibanja Zdrava družba in v imenu strokovne javnosti, neodvisne strokovne javnosti, ki deluje pod nazivom Civilna iniciativa slovenskih pravnikov. To, kar sem zdaj poslušal gospod Janjo Sluga, v vključevanju strokovne javnosti se je zdelo kot res neko izredno pozitivno sporočilo, ampak bom kar začel z samim komentarjem predloga zakona. Besedilo členov. V tem predlogu je 15-krat, ponavljam, 15-krat uporabljen termin strokovna ocena. Strokovna ocena, strokovni oceni, strokovne ocene in tako naprej. 15-krat. In cel koncept tega zakona temelji na tem, kako ljudem odvzeti ustavno zagotovljene človekove pravice na nek tak pravno-tehnično korekten način, kar je po moje nesprejemljivo. In namen tega zakona je enako, samo opravičiti tisto, kar se je dogajalo zadnje 2 leti, opravičiti s tem, da se krši temeljni duh Ustave Republike Slovenije. In če začnem z 1. členom tega predloga, nekje v sredini prvega odstavka piše: Vlada Republike Slovenije mora pri sprejemanju uredbe izhajati iz strokovne ocene iz 39. člena tega zakona ter v primeru, ko ne sledi strokovni oceni, to v predlogu uredbe tudi obrazložiti. Se pravi, vlada bo neko strokovno oceno upoštevala ali pa tudi ne. Če jo ne upošteva, bo pač mogla nekaj napisati, zakaj jo ne upošteva. In se pravi, cel temelj, da bomo zdaj neko strokovno oceno tukaj imeli nad ustavnim redom, je lahko upoštevan ali pa tudi ne. Ampak, če si pogledamo, kaj strokovna ocena sploh pomeni, kaj je to za ena floskula. Da si pogledate slovar slovenskega knjižnega jezika, lahko tudi Wikipedijo, boste videli. Ocena je zapisano ali izrečeno mnenje o sodbi o nekom ali nečem. Uporablja se tako v strokovnem kot poljubnem jeziku. Ker gre za subjektivni približek, ocena vedno poraja dvom, da je pravična, korektna, ustrezna, dobronamerna. Če ocena in ocenjevanje nista postopkovno predvidena, gre za hitro, približno ustvarjeno mnenje. Se pravi, na tem temelji odvzem človekovih pravic. In če pogledate predlog zakona, kako naj bi bila ta strokovna skupina sestavljena, to je 6 oseb, ki bojo dobili nagrado od ministrstva za to, da se bojo pač po tej strokovni skupini malo udeleževali sej in odločali v skladu z željami vlade. To je skratka nek povzetek tega. In še nekaj bi opozoril. Stroka, ker tukaj gre za manipulacije, ki jih poslušamo že 2 leti. Kaj je to stroka? Kdo je to stroka? Kako naj bi se sploh to mnenje stroke ugotavljalo? Vidimo, da mnenje stroke se prodaja kot mnenje zdravniške zbornice, mnenje NIJZ-ja in mnenje
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V glavnem 3 inštitute, ki jih vodijo 3 posamezniki z neko svojo ozko skupino, tako da lahko rečemo, en od ključnih primerov je ta manipulacija z terminom strokovno mnenje, ki predstavlja mnenje parih posameznikov, ki jih je politika nastavila na položaj. Ne moremo se odreči ustavno zagotovljenim človekovim pravicam na podlagi mnenja teh parih posameznikov. Glede predlagatelja, pravna mreža, jaz ne bi rekel, da je to mnenje, da je to del civilne družbe. O tej pravni mreži praktično ne vem nič. Dokler niso dali tega mnenja, nisem nikoli slišal zanje in ne vem, kako so prepričali teh par profesorjev, da se je podpisali pod vse tole, ampak enostavno treba se vprašati, od se ta pravna mreža financira, kdo jo sestavlja in kdo je naročil to njeno mnenje. V tem besedilu imamo še en tak nevaren precedens uzakonitve. To je uzakonitev obrnjenega dokaznega bremena. Nedopustno. Človek naj bi dokazoval, da je zdrav zato, da bo lahko koristil svoje človekove pravice. To je metoda nacistične Nemčije, to je metoda fašistične Italije in ne spada v neko demokratično družbo, še prav posebej pa ne spada pod pretvezo neke domnevne epidemije. Čas. V redu, moj čas se je iztekel. Prosim, razmislite, ta zakon je, bom rekel, škandalozen. Škandalozno je to, da sploh razpravljamo o takem predlogu in ta predlog nima nič tega skupnega z neko civilno družbo, tako da hvala lepa.